Več kot 50 ljudi je umrlo v uničujočih poplavah, ki so zajele severni in osrednji Vietnam. Dolge obale dovoljujejo uničujočim nevihtam in neurjem, da pridejo do osrčja te države in za seboj puščajo katastrofalne posledice. Poplave in zemeljski plazovi so uničili več kot 300 domov, medtem ko je bilo ogromno hiš poplavljenih, prav tako so poginile številne živali. Žgane pijače običajno ne povezujemo z Bolivijo, vendar se je v Andih njegova proizvodnja povečala, kar je pripomoglo k obogatitvi industrije v tej državi. Veliko ljubiteljev žganja je želelo poskusiti žganje, ki ga proizvajajo 1850 metrov nad morsko gladino. Pijačo izvažajo v več kot 10 držav. Lani se je izvoz žganja v Združene države Amerike povečal za kar 60%. Pijačo radi pijejo tudi na Kitajskem, Švici, Japonski, v Evropi in Južni Ameriki. Posebnost tega žganja je v tem, ker je skoraj 2000 metrov nad morsko gladino zrak redkejši in tekočina vre pri nižjih temperaturah. Tako pijače ni potrebno starati. Domačini upajo, da bo bolivijski alkohol prinesel nove gospodarske priložnosti prebivalcem Andov. Vodilno podjetje za prodajo igrač Hamleys iz Londona je izdalo seznam najbolj zaželenih in po njihovem predvidevanju najbolj prodajanih igrač za božična darila. Tiger, ki prede in se premika, bo najbolj prodajana igrača konec leta 2017. Med velikimi aduti za najboljšo prodajo je tudi robot, igrača z umetno inteligenco. Lutka Luvabela se odziva na dotike in se lahko nauči tudi najenostavnejših fraz. Seznam najbolj zaželenih igrač za božič so naredili na osnovi želja otrok, ki so pisali božičku že v oktobru. Pa da bi se želje otrok uresničile, predvsem tiste o miru, družini in čokoladi. Danes so v konzervatoriju raziskovalnega središča za velike pande na jugozahodu Kitajske javnosti predstavili 36 mladičev. Letos je to največja številka skotanih mladičev od začetka vodenja programa vzreje le-teh. Med njimi je 15 parov dvojčkov. Najmlajši mladič je star samo 1 mesec, najstarejši pa 5. Vsi mladički se dobro počutijo in oskrbovanci so navdušeni nad podmladkom.